N1 podcast s Suzano Lovec. Vihar v koaliciji zaradi obrambnih izdatkov, kdo se spreneveda, kdo je načelen, kaj se je dogajalo v Hagu na vrtu NATO, kam se postaviti v svetu, kjer se rušijo pravila in se vedno bolj glasno pričakuje tretjo svetovno vojno. Ali Slovenija ve, kaj želi, čemu nasprotuje, zakaj je, kakšne so razmere v svetu, kaj delajo glavni igralci in novi pretresi na slovenski politični sceni, kaj lahko doseže Prebilič in ali se nam prihodnje leto obeta nova Janševa vlada. Z mano so Manica Janez-Ambrožič, urednica zunanje politične oddaje Globus in voditeljica Odmevov na televiziji Slovenija. Živjo. Živjo. Anže Božič, novinar za področje notranje politike na Pop TV. Živjo. Zdravo. In Ali Žerdin, urednik sobotne priloge na Delu. Živjo. Dober dan. Torej, dobrodošli vsi trije. Zaradi na vladi sprejetih izhodišč o dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP smo imeli v Sloveniji na dan državnosti vihar v koaliciji. Zavrelo je Levici in SD in kot se reče, zaradi tako imenovanega hashtag ni vedela momenta, čeprav je bilo vladno gradivo o tem vnešeno v sistem že dan pred odločanjem. Torej, za naslednji teden je premier Golob sklical vrh koalicije, ampak kaj nam ta zaplet, ki traja že nekaj dni, ki ga gledamo in se čudimo, pove o dogajanju v vladi Roberta Goloba? Ali? Mislim, ena od zadev, ki jo jaz iz tega razberem, je, da ministrice in ministri, ki so v vladi, pač gradiva ne berejo. Zdaj, pričakovati, da bi ministrice in ministri res prebrali temeljito sleherno gradivo, seveda iluzorno. Domišljam si, da te stvari počnejo ljudje, ki so v kabinetu. In pač ljudje iz kabineta, ki jim vladni predstavniki zaupajo, potem opozorijo, a so zadeve na kakšni točki protislovne. Zdaj, če gre pa za interno gradivo, se pravi, to je neki vmes med splošno javno pa strogo zaupno, če gre pa za interno gradivo, pa ljudje iz kabineta nimajo dostopa do tega gradiva. Se pravi, to gradivo lahko bere samo ministrica ali minister. In zdaj, po eni strani sta stranki SD pa Levica skušali spraviti v zadrego Svobodo pa Roberta Goloba, češ da sprejema odločitve, ki nimajo kritja v vladnih odločitvah. Je pa ta zadrega tudi zrcalna. Pač izkaže se, da ministri iz dveh strank gradiva niso prebrali. Je pa res, seveda, da je to gradivo bilo spravljeno v tisti del omare, v katerega ne more vsak pokukati, se pravi, ne morejo strokovne sodelavke, sodelavci pokukati. In je zadrega kar velika, če se izkaže, oziroma ko se izkaže, da se v vladi pritožujejo zaradi nečesa, česar sploh prebrali niso. Pa bi morali zaradi tega, ker je bilo pač več tednov jasno, da nekaj takega bo na vladi. Anže, kdo se tukaj spreneveda, kdo blefira? Zdaj za nazaj rekonstrukcija je bila, kako je to potekalo, in smo jo spremljali cel teden, ja. Nekaj dni. Nekateri iz teh dveh strank so od našega novinarja Mihe Orešnika izvedeli, kaj je bilo sprejeto, ampak zdaj se ve, da v bistvu so bile ta gradiva dostopna in da so nekateri že dvigovali obrvi tudi v teh strankah že prej. Ja, to je jasno, to je nespretnost vladanja. Zelo enostavno, tako kot je Ali povedal, je bilo gradivo spretno, recimo rahlo, so probali elegantno nekako čez spraviti, govorimo seveda tle o interesu Svobode, največje vladne stranke. Drugi dve stranki bi to morali videti, lahko videli, pa nista videli. Pač takih memotov je pred vsakim obiskom ogromno. Recimo na zunanja ministrica Tanja Fajon ima teh memotov pred vsakim obiskom. Večina teh obiskov je važnih za slovensko zunanjo politiko, za slovensko notranjo politiko pa recimo ne. Če pa veš, da gre, vsi vemo, kdaj je bil vrh NATO, vemo, da tja gre predsednik vlade, da pa tam ne pogledaš memota, tudi če ima oznako to mehko, strogo zaupno, Še posebej zato, če ima to znako. Tako, je pa to kar nespretno zvladanje.
Ja, meni se zdi na nek način sprenevedanje zelo močno, zato ker smo vsi vedeli, kaj bo Slovenija šla potrditi v Haag. O tem, da bo Slovenija ena od tistih držav, torej kot članica NATO, sprejela zavezo za 5%, je bilo nekaj, kar je bilo jasno že nekaj mesecev. Vsi smo o tem govorili, politiki so o tem govorili, vsi vemo, kaj je šel Robert Golob početi v Haag. Tako da to se meni zdi preprosto predstava za javnost, za volivce, za domače volivce in nič drugega. In se mi zdi pravzaprav zelo škoda časa za vse, kar se počne v zvezi s tem, ker konec koncev tudi v evropskem merilu se je poročalo, da nima o težavah Sančeza v Španiji, o tem, kako bo to predstavil domači javnosti in govorilo se je, kako bo reagirala slovaška javnost, da se pač tam ne bodo strinjali s tem. V redu se strinjamo, ampak Slovenija je prišla na vrh NATO, kjer so predsedniku, ki ga leta 2029, ameriškemu predsedniku, govorimo seveda o ameriškem predsedniku, prikimali. Dadiju. In poslali so sporočilo Rusiji. Lahko še jaz rečem, dadiju. Ja. In predstava za javnost. Ja. Rekla bi predvsem predstava za javnost, tako Haag kot to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji. Ampak je tako, ne, da ta predstava za javnost ima še širše dimenzije. Ne. Recimo zdaj na mizo je padla karta referenduma. Ne. In ko jaz slišim referendum, ne, skočim do stropa od veselja, ne, zaradi tega, ker referendum je moment, ko ljudstvo dobi v roke svojo izvorno oblast. Ne. V redu, ne, zdaj pa, če greš pa drobni tisk zakonodaje referendumske brati, pa ugotoviš, da je na mizi predlog posvetovalnega referenduma. Ne, zdaj, posvetovalni referendum je pa, ko ne rečem, javnomnenjska anketa narejena na nereprezentativnem vzorcu. Sicer velikem vzorcu, ampak nereprezentativnem. Pa veliko se o tem govori. Ne? Hkrati, in rezultat posvetovalnega referenduma za državni zbor nikakor ni zavezujoč. Ne? Mislim, da je manjša zadrega, če posvetovalni referendum reče A, državni zbor pa trdi B, ampak s tem se ne krši duha ustave oziroma zakonodaje, mogoče mal smotan se skupaj. Ne? Imamo 3 posvetovalne referendume trenutno, od katerih ni nič, ne? Zadnji 3. Zdaj, hkrati pa tako, ne? Mislim, tukaj gre za posvetovalni referendum o resoluciji. Ne? Zdaj, resolucija pa spet ni neka oblastna listina, ampak je pa nek izraz politične volje, ne? Ki nam pove, kako približen, ne? Čez palc si stvari predstavljamo čez 10 let. Ne? Mislim, resoluciji, ki so risale svetlo prihodnost, sem jaz zaznal že nič koliko. Ne? Recimo sem žalosten, ne, da se resolucije, ki je govorila o financiranju znanosti, ni spoštoval, ne, ampak kot politični realist pa vem, da resolucija ne pomeni prav dosti. Ne? Mislim, pomeni neko zadrego čez nekaj let, ko se gre odločati o proračunu kot oblastnem aktu ali pa o zakonu kot oblastnem aktu. Ali bi, Anže, ti dve stranki, glede na to, kaj sta govorili zadnje dni, kaj mislita, kaj že ves čas govorita in kaj se je zgodilo, če bi bile zveste sami sebi, kaj bi morali narediti? Izstopiti iz vlade? Ja, seveda ne. Jaz mislim, da to mogoče za Levico še celo bolj velja, ne? Ker je mirovniška stranka po naravi. SD bi jaz rekel, da je zgodovinsko malo bolj oportuna stranka. Ok, tle se je res postavila na to opozicijo. Minister Han je tle, pa predsednik SD je tle sam zahteval, ne, kaj naj Golob pred tem vrhom tam zagovarja. Ok, zdaj glih to ne vidim čist razloga za iti s koalicijo pri Levici, pa jaz mislim, da tle ni absolutno nobene dileme. Ne. In zakaj ne bo? Kot kaže, ne bo. Ja, to so pa pač skupni interesi, skupni politični interesi. Je pa še ena stvar, ne, pri Levici se to lahko tudi pokaže pri glasovanju v proračunu. Vse to bo jeseni šlo na proračunsko glasovanje, tam noter bodo pa zdaj že postavke mogle biti malo razdeljene. Eno proračunsko sejo je vlada že imela, ki je naredila ta grobi razrez in bomo videli, kaj bo jeseni naredila Levica. A bo nasprotovanje proračunu, temeljnemu dokumentu, temeljnemu zakonu, ne, to je pa konc koalicije načeloma, če to pade. Ne? Jaz mislim, da bo zagata tudi takrat, ko bo potreba po postavkah določati, kaj bomo mi financirali s tem denarjem. Ne? Ker tukaj prihajajo strani NATO in seveda strani pri nas, ne,
Gregorčičem in tako dalje, zelo različni signali, kaj je usklajeno z NATO in kaj ni usklajeno. Jaz mislim, da je z NATO usklajeno precej manj, kot je bilo predstavljeno slovenski javnosti. Torej, točno kaj bomo mi financirali, kaj so tisti projekti in česa ne bomo mogli skriti pod recimo izdatke za obrambo. Ker zdaj se v izdatke za obrambo dodaja marsikaj, ne? In obljublja marsikaj. In s tem tudi to laži neke politične apetite. Ampak jaz mislim, da bo realnost nekoliko drugačna. Torej, kaj lahko v bistvu mi po črto rečemo? Čemu smo se kot država zavezali oziroma čemu se nismo? Kako primakljivo je vse še to? Jaz mislim, da je primakljivo vse. Jaz mislim, da leta 2029 bo z novim ameriškim predsednikom NATO ugotovil, da so razmere drugačne in da 5% ni več realna opcija. Tako si predstavljam. In da smo, kot sem že prej rekla, videli predvsem predstavo za javnost ameriškega, ampak tudi za ruskega predsednika v Hagu. Mislim, zdaj, če pogledamo gostoto dogodkov v zadnjem mesecu, vidimo, da je ta svet se kar temeljito postavil na glavo, se nekje čudežno ujel na noge do neke mere, hkrati moralno bankrotiral v Gazi, moralno bankrotiral, tukaj govorim zdaj o Evropski uniji, z izjavo nemškega kanclerja Merza, ki pravi, da Izrael za cel svet opravlja umazan posel v Iranu, medklic, a morda tudi v Gazi. A je to njegovo stališče? Se pravi, gostota dogajanja v mesecu dni, 3 tednih je nenormalno velika. Vidimo hkrati tudi veliko intenzivnost dogajanja pravzaprav v geografskih legah, ki so razlog za to povečevanje obrambnih proračunov, govorim seveda o Ukrajini, Ruski federaciji. In je v tem trenutku nemogoče napovedovati, pravzaprav, kaj bo leta 29-30, kaj šele 35. Zdaj, a bo prišlo v kratkem do deeskalacije tega optimizma, jaz ne bi širil, a lahko pride do zaostritve ob iracionalnosti številnih voditeljev. Tukaj ne gre samo za Benjamina Netanjahuja, Donalda Trumpa, pač pa tudi za iracionalnost konec koncev Marka Ruteja ali pa verskega voditelja Irana, ki razglaša zmago. Ob tej iracionalnosti je pravzaprav toliko težje vedeti, kaj je tisto, kar bi za neko normalno ali pa bolj sumničavo obrambo potrebovali čez nekaj let. A sem dal med iracionalne Putina? Ne še, ampak smo ga vsi imeli v mislih. Ga lahko dodam. Prosim, hvala, to naj bo moj amandma. Jaz mislim, da je to vse zelo na mesto, to, kar si dejal. To je zelo, zelo pomembno. Ne, ni ampak. To, kar kaj je moja teza, je, da je pa v bistvu ta lahkotnost, s katero so šli vsi tekli v Hag, in prikimali 5%, po mojem mnenju, povezana samo s tem, da oni razmišljajo leta 2029. Kdo ve, kaj bo tam. Ampak to, kar si ti povedal, se mi zdi pa, da stoji ta nepredvidljivo svetovnega dogajanja, s katero smo soočeni. Zdaj, ko v bistvu vsako jutro, ko se zbudimo, najprej pogledamo, kaj si je po noči izmislil novi ameriški predsednik. Od 20. januarja naprej je v bistvu svetovno dogajanje povsem podrejeno diskurzu, ki ga vodi ameriški predsednik. In to je bil samo moj razmislek, da je bila ta dokaj hitra in lahkotna odločitev 5% v bistvu povezana s tem, da vsi pričakujejo, sej ne bo tako hudo leta 2029. Res pa je, lahko je še huje takrat, se strinjam. Je itak pa še predvidena še revizija, ne? Mislim, da je bilo 2029, ne vem, se je pa to premaknili s tem, revizija. Pa še, mi smo imeli tudi zavezo za 2%, ne? Pa jo marsikatera država do Donalda Trumpa. V bistvu tudi Amerika ima 3,2% daje, Amerika. O čem govorimo? Mislim, 5% je res zelo daleč. Treba je pogledati sedanje podatke in vidimo, kje so. Je pa res, da so države, ki so bliže Rusiji, torej Balti, Poljska, seveda so tam razmere in odnos do tega povsem drugačne. Torej,
Tudi ta vrh NATO smo spremljali osupli in z nevero, zaradi vsega, kar ste že zdaj omilili, ampak tudi recimo, malo predtem smo se zbudili v to distopijo, v bombardiranje Irana, v to, da ne vemo v bistvu, kaj bo naslednji dan se zgodilo. In potem ta message, ki ga je Trump dal v javnost, ki mu ga je poslal generalni sekretar NATO Mark Rutte, Evropa bo plačala veliko, kot bi tudi morala, in to bo vaša zmaga, in v bistvu vsi ti nekako z velikimi črkami. Tako z velikimi črkami. Kaj nam takšna komunikacija, Manica, pove, kaj nam pove to, da Trump tako komunikacijo daje v javnost? On je posebno nepredvidljiv in daje v bistvu v javnost karkoli. Meni je neverjetno popoldne, ko sedim recimo in spremljam BBC v službi, se veste, ekrani povsod, in človek gleda BBC in BBC v bistvu takoj, ko Trump najavi, da bo imel tiskovno konferenco, se BBC priključi. In mi gledamo minute in 10 minut in 20 minut in govori o vremenu, o tem, kako ima nekdo lepe čevlje, o tem, kaj je nekdo počel doma. Z drugimi besedami, ta neverjetna servilnost do tega, da ameriškega predsednika spremljamo z vsemi bizarnimi oblikami njegovega diskurza, je po mojem mnenju v bistvu stališča novinarstva, se moramo vprašati, v bistvu, kje so meje tega, da v bistvu smo si pustili gatekeeperstvo, da v bistvu ne upravljamo več te osnovne funkcije, da v bistvu je treba vendarle nekatere stvari nekoliko filtrirati. Kaj lahko gre v javnost in kaj ne, in kaj je zares relevantno. Zdaj, obnašanje evropskega gostitelja tukaj v odnosu do ameriškega predsednika je bilo na številnih področjih v zvezi s tem vrhom res sramotno. Mislim, ponižujoče do Evrope in poniževalno do Evropejcev, bi lahko rekli. Recimo dejstvo, da je samo ameriški predsednik, če so moje informacije prave, lahko med tem vrhom bival v Kraljevi palači, ostali so bili v hotelih. Mislim, meni se zdi to neka servilnost do katerega koli ameriškega predsednika strani Evrope povsem nedopustna in od gostitelja. Skratka, toliko nekih signalov je bilo, ki nam niso v čast, mislim, tako razmerju silo mednarodni skupnosti, to, ko smo se pogovarjali po drugi svetovni vojni, ko se je nek svetovni red vzpostavil. Mislim, da se tukaj nesramno ruši tudi zato, ker Evropejci na to pristajajo z nekim res nedopustnim obnašanjem. In to tukaj, kar smo spremljali v Hagu, mislim, da nam je lahko sramoto. In to vse, kar smo zdaj govorili, da se pravila svetovnega reda rušijo, da je marsikaj bilo zrušeno sicer že prej, pred recimo temi zadnjimi meseci, ampak da zdaj v bistvu je mednarodna skupnost se zdi praktično iztirjena, povsem iztirjena, pretresena, in Amerika s Trumpom je pač neka druga Amerika, tu je potem Rusija in tako naprej. Vojni v Ukrajini ni videti konca, kljub širokoustenju Donalda Trumpa, in ta spreminjajoča se vloga Kitajske v svetu. Kakšna pa je ob tem vloga in moč Izraela v tem svetu? Gaza se spreminja v nekaj, kar dobesedno ni več podobno temu svetu, zemlji. To trpljenje in umiranje tam je nepredstavljivo, in videli smo zdaj to dogajanje z Iranom, kako je reagirala Trumpova Amerika. Kako močen je v bistvu Izrael? Mislim, Izrael ima očitno zelo močne vzvode v ameriški politiki, ima močne vzvode v nemški politiki zaradi kompleksa krivde, ima pa močne vzvode očitno, čeprav ta vtis ni tako jasen, v francoski politiki. Zdaj, morda je tukaj vprašanje, zakaj ima močne vzvode v francoski politiki. Zdaj, za ZDA razumemo, znaten del ameriške finančno-kapitalske elite je judovskega porekla, in je ta razred, tako rečemo, zelo močen zaveznik izraelske države. Ampak Francija je med drugimi bila izjemno pomembna botra izraelskega jedrskega programa, ki se je začel razvijati v 50. pa 60. letih. Francija je tista, ki je Izraelu postavlja jedrske reaktorje, v katere mednarodna agencija za jedrsko energijo ni imela vstopa. Tam so se izvajale operacije, ki so pripeljale do
zadostne količine jedrskih surovin. Hkrati pa je Francija Izraelu omogočila, da je sodeloval pri jedrskih poskusih, ki jih je Francija izvajala pred desetletji v Alžiru. In ta povezava je manj znana, pa seveda izjemno močna. Zdaj, če imamo te tri države nekje postavljene v vrsto, potem obvladuje Izrael oziroma ima Izrael vzvode vpliva v zelo, zelo pomembnem delu sveta. In kaj je tisto na drugi strani, kar bi lahko vpliv Izraela zmanjšalo? Ja, tukaj se vračamo v Haag, ne v Haag na mesto zasedanja vrha Zveze NATO, pač pa na Mednarodno kazensko sodišče, ampak tudi na Mednarodnem kazenskem sodišču je Izrael prek Trumpa dosegel pravzaprav, da so sodnice in sodniki pa tožilci pravzaprav izpostavljeni ameriškim sankcijam, ki so pa bistveno bolj osebno boleče, zaradi tega, ker prizadanejo lahko eksistenco teh ljudi, kot si mi predstavljamo. Tako da je na Evropski uniji med drugim, da sprejme tukaj neke odločitve. Zdaj, kolikor zaznavam, Robert Golob ni bil prav zelo uspešen, ko je prepričeval poveljstvo Evropske unije, da je pa treba sodnice in sodnike in tožilca Haaškega kazenskega sodišča zavarovati. Zdaj, s tem pa v španovijo z Izraelom, v španovijo, ki se tiče genocida, stopa cela Evropska unija. Kar je pa druga točka moralnega zloma, če je izjava kanclerja Merza prva točka, ki smo jo lahko zelo, zelo jasno opazili. Ena od vseh sodnic je tudi Beti Hohler, sodnica iz Slovenije. Kako izven vsega normalnega je, če lahko uporabim tako ostre besede, to, kar se dogaja, kar je zdaj kar je Ali načel. Ja, jaz mislim, da je kar pomenljivo to, kar se je ta teden dogajalo, tudi konec koncev včeraj v Bruslju, vrhu Evropske unije, da recimo Evropska unija vendarle ni sposobna najti nekega ostrejšega jezika v odnosu do Izraela. Tukaj so države, še več, ugotovi, da so kršitve v dogovoru, ampak ne reagira. To je na nek način izkazuje vse to, kako je v bistvu Izrael močan znotraj evropske politike, torej tudi znotraj evropske politike. In ne samo to, v bistvu včeraj prvič se je zgodilo, da ukrajinskega predsednika ni bilo na zasedanju, to se pravi, da je ta odnos bil tudi do Ukrajine nekoliko drugačen. In če potegnemo črto, ta teden se mi zdi, da se je na svetovnem prizorišču dogajalo veliko stvari, veliko zelo pomembnih stvari in ne vem, če smo zelo veliko naredili za neke moralnost v družbi, svetovni družbi in za dogajanje, da bi bili sposobni obsoditi neke v bistvu nečloveško trpljenje, ki se v tem trenutku in ga ne ustavljamo. Ko svetovna skupnost ga v tem trenutku ni sposobna ustaviti. Ne smemo pozabiti, minilo je 80 let od Združenih narodov ta teden in nič nismo o tem zasledili. V bistvu svetovna organizacija je postavljena res na stran, povsem nemočna in se v bistvu vse vrti čist nekje drugje. Prosti, Suzana, ko si omenil Goloba, da ni bil uspešen pri zaščiti sodnice, je pa zdaj napovedal, da bojo pa države solo nekatere reagirale ravno zato, ker EU ni reagiral. Ja, ampak še vedno ne vemo kako. Ne vemo pa kako. Ja. Mislim, o tem se že nekaj časa govori. A se je kaj zgodilo na Evropskem vrhu? Recimo, da bi, ne vem, ni bilo soglasja. Ampak po vrhu, recimo, da bi se nekatere države, da bi se danes o tem pogovarjali. A se pogovarjamo o neki organizirani akciji, koordinirani akciji skupine držav? Ne pogovarjamo se.
še se bomo pogovarjali. Ne? Na vprašanje, ali je pripravljen spoštovati člene o kolektivni obrambi pri NATO, gre za 5. člen Washingtonske pogodbe, je Trump, kot je poročala tiskovna agencija AFP, odgovoril, odvisno od vaše definicije. Obstaja več definicij 5. člena. Na kaj je torej vezana trenutno ameriška dobra volja, da spoštuje ali ne spoštuje mednarodne pogodbe? Odgovor je natanko tak že od vseh, s katerimi se jaz pogovarjam od 20. januarja, od razpoloženja Donalda Trumpa, od razpoloženja in odločitve ameriškega predsednika. Jaz v bistvu težko karkoli povezujem s katerokoli racionalnim nekimi interesi, karkoli drugega. V bistvu se mi zdi, da je res zelo, in to je slabo v tej trenutkem razmerju sil v svetu, da je v bistvu kot politik, da je pač na čelu države tako nepredvidljiv politik. V bistvu, da težko določimo, kam bo šla politika, kako se bo odločil, kakšni so interesi. Recimo napad na Iran, ne? Vsi smo se pogovarjali v teh 14 dneh. In jaz sem se res veliko ljudmi pogovarjala, torej kaj to pomeni, 14 dni. Večina ljudi, s katerimi sem se pogovarjala, so rekli, da najverjetneje tega napada ne bo v teh 14 dneh, ali pa da bo nekaj zelo, zelo, zelo omejenega. To, da se je potem to zgodilo in napadi na 3 centre v Iranu, mislim, vsi smo bili presenečeni, vsi smo vendarle na nek način pričakovali morda 14 dni nekega razmisleka, neke možnosti za pogovor in tako dalje. Skratka, ta nepredvidljivost, s katero je povezano trenutno svetovno dogajanje, nam v bistvu vedno znova in vsak dan znova povzroča kar precej težave vsem, ki se ukvarjamo z svetovnim dogajanjem in z domačim dogajanjem, ker to se zelo odraža tudi seveda v slovenskem dogajanju. Hkrati mu pa dviguje ceno, ne, in daje stalno pozornost, kako praviš. Ne. Treba spremljati vsako tiskovno konferenco, ker na njej lahko on reče karkoli. Je lahko totalen breaking news, ne. Lahko so pa čevlji, tako kot praviš. Tako, ne. Ja. In kam sodi torej ta izjava, ki smo jo prej že malo nakazali, ne, ko je Rutte rekel, označil ga Trumpa kot dedija, ki kdaj mora izreči tem nepokornim otrokom v peskovniku tudi kakšno ostro besedo. Ja. Mislim, se Poljo je mogel tudi razlagati, ne, da ni zdaj mislil to osebno, pa ne vem kako, ampak pač očitno se mu proba približati. Se to se vidi v tej komunikaciji z velikimi tiskanimi črkami. Da ga na nek način pravzaprav probaš posnemati, jaz bi temu mogoče malo rekel, kar lezanje v rit, ne? A ni to celo Trump enkrat tudi rekel, da mu vsi lezejo v rit, mislim, da malo po izvolitvi nekje. Ja, je rekel takrat, ko je carine vrgel na mizo. Ja, tako je. Ne? No, to je lep primer tega. Ne? Pač probaš ga posneti, pri čemer, kot Donald Trump to dela, je pač Donald Trump. Tak je bil izvoljen, tak, ne. Ko pa ga proba posnemati en Mark Rutte, je pa to smešno. In nevarno. Nedostojno. Ja, nedostojno. Res nedostojno. Če pogledamo nazaj v Slovenijo in se mogoče vseeno umaknemo malo od tega dnevnega slovenskega notranje političnega prepucavanja, ki vsekakor ni nepomembno, je tu seveda vprašanje, ali Slovenija trenutno ve, kje je v tem svetu, ki smo ga zdaj opisali, kam želi in kako se želi ta država pozicionirati v tem svetu. Torej, svetu, ki se rapidno spreminja v nekaj vse bolj strašnega, kjer mednarodno pravo za močne praktično ne velja več. A vemo, kaj kot država hočemo, zakaj se zavzemamo in kaj bomo za to naredili kot država? Mislim, tam v tej mali modri knjižici, na kateri piše ustava, je nek 3.a člen, ki pravi tako, da država ima možnost, da se odreče delu svoje suverenosti, vendar samo v primeru, če to svojo suverenost prenaša na mednarodne entitete, ki spoštujejo človekove pravice, demokracijo pa vladavino prava. Tukaj je pa točka, na kateri se moramo vprašati. Mislim, a smo mi še vedno v španovijah, kjer se človekove pravice spoštuje ali ne. A smo v mednarodnih organizacijah, ki spoštujejo vladavino prava. Zdaj, v okvir vladavine prava spada tudi mednarodno pravo. In ko bo slovenski politični razred na ta vprašanja odgovarjal, bo v hudih zadregah. Tako da
usmeritev, kam mi gremo, pa kje hočemo biti, mi imamo. Ne? In to dosti trdno in sprejeto z ustrezno dvetretjinsko večino. Če se prav spomnim, je to nek amandma, ki je bil sprejet pred vstopom v Evropsko unijo pa NATO, ne? Pravi, za odločitve stare nekaj več kot 20 let. Ne? Zdaj, si s temi vodili, ki jih imamo zapisane, upamo kaj početi, je pa drugo vprašanje. Ne? Ampak ne, kako opravičevati članstvo v organizacijah, ki imajo hude težave z mednarodnim pravom. Ne? Ne? Pač mednarodno pravo, kakor hočemo, ne, pač je del spoštovanja načela vladavine prava. Ne, da o načelu človekovih pravic v času genocida sploh ne govorim. Ne. Manica, kakšno bi moralo biti tukaj stališče Slovenije, kako bi se morala v teh razmerah pozicionirati in kaj delati? Mislim, da bolj ambiciozno. To, kar jaz pogrešam v slovenski zunanji politiki in je verjetno slišati precej nenavadno, ker v tem trenutku dejansko smo v Varnostnem svetu Združenih narodov, kar se pač meni zdi zelo pomembna in dobra poteza slovenske zunanje politike in mislim, da je bil to eden redkih momentov, kjer je bila slovenska zunanja politika res poenotena, ta politični razred precej poenoten, glede tega, da je to v strateškem interesu Slovenije, torej Varnostni svet Združenih narodov. To, kar se meni zdi, je, da je glas Slovenije v okviru Evropske unije absolutno prešibek. Absolutno prešibek. Anžej, a veš, to vprašanje, ne, kar sem rekla, torej, a mi sploh vemo kot država, kje smo, kaj želimo v tem svetu, a ne, zdaj te razmere so spremenjene že nekaj časa. To smo se mi spraševali na dan državnosti. Ne. V bistvu, ravno ta kriza je takrat izbruhnila, takrat smo se največ s tem ukvarjali. Torej, toliko let po tem, ko se je dogajal tisti dogodek pred parlamentom, ne, ko se je dvignila zastava in ko praktično nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Danes je... Sem bil 6 ali 7. Tako. Je verjetno čas, da si ponovno zastavimo to vprašanje. Kakšno je po tvojem mnenju odgovor na to? Realnost je točno taka, kot ste jo vidva upisala, ne, in bi lahko Slovenija tako reagirala in bi lahko uporabljala te vzvode, ki jih ima, realno pa pač plava s tokom, bi jaz temu rekel. Ne. Se ne zoprstavlja prav posebej, čemu opozarja na neke stvari, ki se ji zdijo prav, tle pa vse skupaj ostane. Ne. Mislim, da sem zadnjič slišal Tanjo Fajon reči, da je Slovenija del držav, ki pravijo radikalci znotraj EU-ja, ne. Ker je vedno v grupi Španije, Irske, ne vem, recimo pri priznanju Palestine je bilo tako, ampak pač nekih realnih posledic za tem, neke, ne vem, v primeru Izraela, prekinitve ekonomskega sodelovanja, ne vem, diplomatske sankcije, saj je nabor je širok. Tle pa to ne sledi, ne? Tle pa pač plavanje s tokom. Torej ta radikalnost, nekako podobno kot v novinarstvu, kjer je v bistvu novinar, ki je preveč načelen, preveč v navednicah, je označen kot radikalen. Lahko na ta tako, način. Ja. Lahko tudi tako. Ja. Ali mogoče razmislek o NATO, ne? Slišimo zdaj pač koalicijske stranke, dve, ne? Imate težave z nekaterimi stvarmi, bo mogoče predvolilna kampanja za naslednje državnozborske volitve ožigosana tudi s tem vprašanjem? Mislim, naslednja volilna kampanja bo zanimiva, ne? Zaradi tega, ker se bo, mislim, da kar kako prvič... bo je že? Prvič v zgodovini se bo zgodilo to, ne? Da bodo teme povezane z zunanjo mednarodno politiko izjemno pomembne. Ne? Tukaj sta morala tako levica kot desnica opredeliti recimo do tega, kako gledata na ameriškega predsednika, kako gledata na Izrael, kako gledata na NATO, kako gledata na Evropsko unijo. Ne? Tako da jaz se teh pojasnil v naslednjih mesecih zelo veselim, zaradi tega, ker bom bolj vedel, pravzaprav, kam bi nas posamični vektorji te države radi zvlekli. Kaj je že bilo vprašanje?
Vprašanje je bilo. Ne, poslušam te, se pričujem. Zanimiva bo kampanja. Začeli smo s tem, da bo kampanja, in potem smo mi se oba strinjali, da je kampanja že. Ne? In ti si rekel, da bo pač kampanja povezana z zunanjo politiko. Jaz sem vprašala za NATO. Če bo to ožigosalo oziroma zaznamovalo kampanjo. NATO, seveda, NATO bo del kampanje. Zdaj, če gremo pa gledati javnomnenjske raziskave, ki se delajo po članicah Zveze NATO, pridemo pa do nenavadnega podatka. Zdaj, po eni strani vprašanje v teh anketah je, ali bi se strinjali, da država, iz katere prihajate, izstopi iz NATO ali še ostane v NATO, če bi bil na to temo izveden referendum. Ne? In potem je delež tistih, ki pravijo, da bi ostali v NATO, je v Sloveniji relativno najnižji. Ne? Je pa res, ne, da če iz te ankete damo ven tiste, ki so neopredeljeni, pridemo pa na zelo podobne odstotke, kakršne smo imeli na začetku stoletja, ko je bilo na mizi realno vprašanje, a gremo v NATO ali ne. Jaz mislim, da je takrat šlo za neko 2/3 podporo. Ne? Tako da, če zgleda v anketi med vsemi vprašanimi, da bi 50% bilo za to, da smo v NATO, pa 30%, da ne bi bili, pa 20% neopredeljenih, zdaj govorim na pamet te številke, ampak če damo neopredeljene ven, ta anketa ne kaže bistveno drugačnega rezultata, kot je bil leta 2003, če se ne motim. Ne gre pa pozabiti, da mi smo imeli referendum o vstopu v NATO neposredno zatem, ko se je začel ameriški napad na Irak. Na Irak zaradi domnevnega obstoja, domnevnega orožja za množično uničevanje, ki ga potem ob vsem trudu koalicije voljnih v Iraku niso našli. To, kar se mi zdi še posebno poudariti, je, da bojo stranke v bistvu te predvolilni kampanji številne zelo razdeljene glede tega vprašanja. To ni tako, da bi se ločevalo stranke od te pa od te, ampak bodo razprave znotraj strank bodo zelo zanimive. Jaz pa ne vidim tle toliko velik dilem. Jaz pa tle vidim eno stranko, ki je pač Levica, ki je eklatantno proti temu. Druge stranke so, Kordiš, pač kar bo naredil, pa kakor bo to imel dosega. Druge stranke pa v resnici niso proti NATO. Celo recimo socialni demokrati, ki zdaj pozivajo, da ne gremo na 5%, niso proti NATO. Vem, sam imaš tudi ljudi notri, ki imajo pomisleke. In v tem trenutkih mednarodnih razmerah se lahko nekateri glasovi še ukrepijo. Tako da jaz mislim, da ne bo tako zelo enostavno, vsaj v 2 vladnih strankah še. Mislim, da je Levica tukaj precej jasno. Zdaj tukaj je vprašanje, kdo bo govornik določene stranke v zadevah, ki se tičejo mednarodne politike. In seveda, stranke niso blok narejen iz marmorja, ki bi bil popolnoma monoliten, pa še marmorniči s monolitom. Kakšno je? V eni stranki. Imam podatke, da ni. Ne vem, kaj vi živite, moja služba je nedaleč stran od stranke, na katero namigujete. Z mojega službenega okna gledam na zastavo, ki plapola nad kupolo. Mene veseli, da znotraj strank ni povsem enotnega mnenja, zaradi ta vprašanja niso simpel, so težka. Mislim, znotraj mene ni enotnega mnenja, sem za NATO ali nisem. Pa ne bi bil človek neprotisloven. Imaš še kako je vsak posameznik protisloven. Najdem razloge proti in najdem kakšen razlog tudi za.
Bo to, rekli smo, pomembna debata v predvolilni kampanji, ki je že tukaj. Na kak način bodo stranke recimo odgovarjale ali pa kakšni bodo argumenti za in proti v smislu, kaj pa, če neka država ni več v NATO? Ja, po mojem je res ključno, koga bo stranka poslala na razpravo o tem. Oni se bodo zbrali v bistvu tistega, za katerega verjamejo, da pač govori tisto v tistem trenutku, kar je ključno, oziroma za stranko, kar bo potem stranka tudi zagovarjala. Tako da jaz mislim, da je to edini odgovor, ker jaz v slovenskih strankah tega globokega razmisleka, kaj če ne to, ne vidim. Ne vidim, žal je tako, ampak ga ne vidim. Pošiljali bojo pa glave strank, pošiljali bojo pa šefe strank, tako da bojo vsaj zgledali monolitni, čeprav so daleč od tega. Jaz mislim, da je predvolilna kampanja, sploh za zadnje evropske volitve, s podcasti pa to, ker ti ne moreš več samo na eno. In ti imaš že veliko ljudi, ki prihaja, več ljudi kot prej, ker prej je bilo res nekaj televizijskih soočenj, pa radijskih, pa še časopisi, pa smo zmagali. Zdaj se bom žgala. Zdaj se pa odpira ta prostor, zdaj pa ti potrebuješ vsak dan toliko in toliko ljudi, ki prihajajo strankarske stvari zagovarjati. In tukaj mislim, da je zelo velika priložnost. In to je odvisno, koga se bo poslalo, pa koga ne. In kam se jih bo poslalo in opozorilo gledalcem in gledalkam, mogoče tile naši niti ne potrebujejo tega opozorila, mnogi pa. Pozanimajte se, kaj gledate, kdo je človek, ki sprašuje. Niso vsi novinarji, če postavljajo prijazno vprašanje, bodite prepričani, da in nekdo to dela z nekim interesom in spremljajte pač tiste medije, ki jim je vredno zaupati in ki praktično so tudi de facto mediji. Še na eno temo, Prebilič kot novi igralec pred slovenskimi volitvami, ta odločitev NATO o dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP bi jo morala Slovenija blokirati, je Vladimir Prebilič med drugim povedal za N1. In tudi, da bi se morali zgledovati po Španiji in da od NATO pravi, bi si želel slišati, proti komu se tako histerično oborožujemo, kdo je ta sovražnik in da bi to naši javnosti morala povedati slovenska vlada. Zdaj, Anže, koliko lahko karte pred volitvami premeša Prebilič? Zdaj je on v poziciji, ko v bistvu lahko govori brez odgovornosti. Je njemu v tem trenutku v slovenski politiki najlažje? V zelo elegantni poziciji je, še tudi ni zanemarljivo to, da prihaja iz pozicije EU poslanca, ki ga Slovenci kar po javnih mnenjskih anketah načeloma kar zelo, pozicija, ki jo zelo cenijo. Po drugi strani se je iz levega političnega pola, lahko je do leve vlade kritičen, ker ni del te vlade, lahko je tudi kaj prizna, tako zelo elegantna pozicija. Kar se meni zdi, da se bo pri njemu pokazali, da on ne bo imel, absolutno bo game changer v slovenskem političnem prostoru, v smislu, ali se bo nagnila na levo ali desno vlado. Ne bo pa imel efekta recimo Roberta Goloba, Mira Cerarja, Zorana Jankovića, ki so prišli in pometali na levi strani. To pa se mi zdi, da nekdanjemu kočevskemu županu ne bo uspelo. Da bo bolj odigral eno vlogo, to ni čist vloga, ampak je imel efekt Marjana Šarca, recimo, ki je dobil pomemben rezultat na levi, on je celo sestavljal potem takrat manjšinsko vlado in podobno, ampak se mi zdi, da ne bo imel take teže, kot so imeli recimo omenjeni trije politiki, da so se pojavili in je bilo kar jasno, kdo bo zmagal volitve. Meni je pri Prebiliču še, kar se mene tiče, prezgodi, in ko ne rečem, nimam čisto izdelanega mnenja o njem, čakam bolj jasne poteze, pač te poteze, ki jih zdaj le vleče, so pač poteze, ki so enostavne. Všečne, ne? Niti ne všečne, mislim, ampak tokrat pri teh potezah ne more narediti napake, Pravi, ko se bo znašel v situaciji, ko bo lahko storil tudi napako, bomo o njem vedeli več oziroma ga bomo lahko razumeli boljš. Vprašanje B je pa s kom misliti v to združbo, ki jo do neke mere napoveduje. Kdo so ljudje? Ne vem,
bo tukaj. Ene parih je že, ne. Ne, ampak tudi ta tudi ta njegova izjava, jaz mislim, da Vladimir Prebilič danes zelo enostavno lahko reče, da Robert Golob ne bi smel predsednik slovenske vlade. Jaz mislim, da Vladimir Prebilič v drugačni vlogi, recimo, če bi bil on na tem mestu, bi prav tako sedel tam in potrdil to, da bi Slovenija se izločila v tej zgodbi Haški, torej in bi sama nasprotovala tem 5%. Mislim, da tega poguma in ambicioznosti slovenska zunanja politika nikoli ni imela in ne verjamem, vsaj v bližnji prihodnosti jaz ne vidim. Tako da ta njegova izjava je pač absolutno predvolilna in ja, v tem trenutku je treba še počakati bolj na konkreten program, seveda na ljudi, ki ga bodo obdajali in seveda na vprašanje, odgovoriti na vprašanje s kom, ne? In te dni še ena velika sprememba v slovenski politiki. Matej Tonin se očitno poslavlja z vrha stranke. Stranka bi lahko šla v vlado tudi z Janšo, ne? Torej, Tonin je sporočil, da na septembrskem volilnem kongresu Nove Slovenije ne bo več kandidiral za predsednika stranke. Organi stranke so namreč sprejeli stališče, da bo NSI v vladi sodelovala z vsemi akterji, s katerimi lahko uresniči svoj program, torej tudi z Janezom Janšo. Koliko so se s tem povečale možnosti Janezu Janši, da naslednje leto spet sestavi vlado? Jaz mislim, da nič. Ja? Ja, zato, ker že zdaj niso bile nič manjše z Matejem Toninom. Matej Tonin je to izjavo, da ne gre v vlado z Janezom Janšo v trenutku, ko je bil v opoziciji, v trenutku, ko je bil Janez Janša v opoziciji in to v globoki opoziciji, ker je na drugi strani Robert Golob imel zgodovinsko večino. Takrat, to so podobne izjave, kot Vladimirja Prebiliča, ne, na tej strani. Ko pa so se postavljale vlade, je pa Matej Tonin enkrat izbral Janševo vlado in enkrat zavrnil vlado Marjana Šarca, ki potem ne bi bila menšinska in ne bi bila tako leva, kot je bila, ampak bi bila bolj sredinska, ali ne vem. Ne? Ampak vmes sta oprosti imela z Janezom Janšo kar brutalen spopad javni, da smo tudi vsi kar bili... Ja, ampak kje so bili te spopadi? Te spopadi so bili na socialnih omrežjih. Koliko efekta imajo, ne, razen pač neki boji egotov in to še v omrežju, kjer ne moreš zmagati proti Janezu Janši, pač res ne moreš. Ne? Tako da v tem smislu jaz mislim, da bo to pot nadaljeval Jernej Vrtovec pri njih. To bo krščanske demokrate definitivno mal preoblikovali, mogoče ne bojo več toliko zelo krščanski v tem smislu teh družinskih teh vrednot. Bolj poslovni. Bolj poslovni, bolj pragmatični, bolj v tem smislu. Jaz sem tudi zelo spremljal, če bo to Ljudmilo Novak mogoče pripeljal malo bližji nazaj stranki, ki je v zadnjih letih, odkar ni več europoslanka, nismo videli. Za sodelovanje z SDS-om je pa ta stranka odprta glih toliko, kot včeraj. Ali kakšne možnosti ima Janša, da sestavi po naslednjih volitvah vlado? Ja, zdaj on je nekaj močnih kart že dal na mizo, ne? Ima pa v rokah nekaj šibkih kart. Pač on se bo moral opredeliti, kako gleda na vladavino Donalda Trumpa, kako gleda na dogajanje v Gazi, ali se strinja ali ne, da ob robovih Sredozemskega morja spremljamo genocid. Ta vprašanja niso, oziroma odgovori na ta vprašanja niso nekaj, kar bi prinašali zelo velik točk. Po drugi strani je pa tako, da ta vladajoča koalicija, na račun katere zbijamo nekaj šal, pogosto, tako počas pač se z koncem mandata zaokrožuje tisto, kar je narejeno. Zdaj, določene stvari pa so narejene. A bodo učinkovale in izboljšale življenje ljudi, počakamo še malo. Tako da razglasa, da je Janez Janša mandatar, si jaz nikakor ne bi upal objaviti v mojem časopisu. Zdaj, če ste v drugih medijih toliko pogumni, kako se reče, be my guest. To v proporcionalnem sistemu. Ampak jaz mislim tako, da je neznank pred
naslednjim letom še kar nekaj. Koliko pa bi, Manica, si želela še nekaj? Ja, v bistvu povej. se mi zdi to ne samo za predsednika SDS-a, pač pa tudi za ostale stranke pomembno vprašanje, da se bojo morale v bistvu zelo kratkem, zelo jasno opredeliti do nekaterih ključnih stvari. In slovensko volilno telo in slovensko volivci so tukaj glede tega zelo razdeljeni. No. In to so te teme, ki bodo zdaj določile predvolilno kampanjo, ne. Naša vpetost v mednarodno dogajanje, ki ima etično gledano zelo take, ne, močna sporočila, neke opredelitve bodo potrebne. Ne. In jaz mislim, da bo tukaj kar nekaj težav bojo imeli v vrhovih strank, kako se jasno postaviti v odnosu do tega in do tega. Ne. In kako se lahko recimo spremeni, še zadnje vprašanje zate, slovenska zunanja politika, če recimo, ne napovedujem, Janez Janša postane novi predsednik vlade? Kako močno, v bistvu v tem svetnem, ki smo ga opisovali zdaj eno uro, kjer se stvari ne samo krhajo, ampak drastično rušijo. Vsem tem, kar smo nanizali, na kar smo opozorili, v bistvu, kakšne bi bile recimo, kako drugačna bi bila ta zunanja politika, če bi v bistvu vladal Janez Janša? Torej, odvisno s kom bo vladal, ne, in kdo bo dobil ta resor, no, ampak tisto, kar se meni zdi zelo ključno, je odnos do ameriškega predsednika. Jaz mislim, da bo to na nek način zdeterminiralo, ne smemo pozabiti, torej 20. januarja prihodnje leto bo minilo 1 leto, šele prvo leto od mandata, potem novega ameriškega predsednika čakajo še 3 in nova vlada bo v bistvu prišla ravno v tistem obdobju, ko bo ameriški predsednik že v bistvu zelo na novo postavil karte, kdo ve, kaj nas čaka drugo leto, tako na gospodarskem kot na kateremkoli drugem področju. Tako da jaz mislim, da ravno ta odnos do Združenih držav. Tisto, kar se meni zdi, da se zelo pogosto podcenjuje, ko smo se prej pogovarjali o slovenski zunanji politiki. Jaz mislim, da bo to obdobje Donalda Trumpa tudi tako, do te mere preobrazilo Evropsko unijo, da bo Slovenija se morala prej ali slej odločiti, do katere mere je pripravljena odpovedovati se svojim pristojnostim. Torej, kaj bo predajala Bruslju. Torej, gre za to tesnejše povezovanje. Jaz verjamem, da se bo Evropska unija tudi z nekimi idejami o širitvi preoblikovala do te mere, da bo pač ožja skupina držav se tesneje povezovala. Zdaj, kaj to pomeni, kje se tukaj vidi Slovenija in v prihodnem mandatu, torej vlade, pri katerakoli že bo, nas čaka torej redefiniranje ali pa ne vem, repozicioniranje Slovenije v odnosu do vladavine Donalda Trumpa, če se bo spreminjalo ali zaostrovalo ali, kako ne rečem, prilagajalo. In na drugi strani bo tudi odgovor na vprašanje, kje Slovenija vidi svoj položaj v Evropski uniji, ki se bo nujno spreminjala, ker taka kot je zdaj, težko deluje, težko sprejema odločitve in bo verjetno do prihodnjih evropskih volitev morala najti, začeti neke pogovore. Mi, po mojem odgovoru na to, kje vidimo Slovenijo v Evropski uniji, spremenjeni Evropski uniji, ki se bo spremenila, nimamo. Država, misliš? Slovenija, država, ja. Ko govorim, mi govorimo o Sloveniji, ja. Ok, najlepša hvala vsem trem za vaše odgovore in vaše razmisleke. Hvala, da ste bili gosti v Nena podcastu in z veseljem še kdaj. Hvala. Dajmo.